Praznik ljubiteljev narave, kot organizatorji radi poimenujejo mednarodni bienalni sejem lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi, se bo letos odvil že 13. Tokrat se bo predstavilo 170 razstavljavcev iz 13 držav. Sejem bo v petek ob 10. svečano odprl predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. Lovcem, ribičem, gozdarjem, kinologom in vsem, ki prisegajo na druženje z neokrnjenim okoljem, bo ponujal opremo, oblačila in destinacije za lovski, ribiški turizem in tudi turizem na splošno. Krovne slovenske, lovske, ribiške, naravovarstvene in turistične organizacije pripravljajo v sodelovanju z svojimi mednarodnimi partnericami pestro, strokovno, tekmovalno in družabno dogajanje. Na razstavnem prostoru Lovske zveze Slovenije bo med drugim na ogled razstava živali v naravnem okolju. Vsak dan bodo na voljo divjačinske salame, v nedeljo pa bo tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža. Novost letošnjega sejma bo tekmovanje v streljanju na glinaste golobe za pokal sejma Lov, ki ga pripravljajo v sodelovanju z lovsko družino Gornja Radgona. Obiskovalci bodo se lahko pomerili v streljanju na divjad v pokrajini in simulatorju streljanja, to se pravi na tarče oziroma bežeče tarče. Predstavili bomo tudi lovsko dobrodelno združenje Diana, ki zbira sredstva za lovce pomoči potrebnih v raznih naravnih nesrečah ali kako drugače prizadetih. Ves čas sejma bomo tudi kulturno obarvali, saj bodo vse 3 dni se predstavljali lovski pevski zbori in drogisti. V času sejma bo potekalo tudi 17. državno prvenstvo v jelenjem ruku. Na razstavnem prostoru bo kar nekaj materijala tudi za mlade, saj vemo, da posvečamo veliko pozornosti z delom z mladimi. Tako bo tudi Društvo slovenskih lovk predstavilo za otroke rdečo kapico in predstavila lovske običaje. Na razstavnem prostoru bo potekala tudi družabna igra, da se bodo lahko obiskovalci pomerili v znanju o živalih, naravi, o lovstvu in tako dalje. Ribiška zveza Slovenije bo dala poudarek lovu krapovcev in plenilk, ki prevladujejo v Pomurju, ter predstavljala tudi druge oblike ribolova. Posebej bo pa zanimiv tudi poseben razstavni prostor, ker bo velik bazen in ker bomo spustili predvsem domorodne ribe. To so tiste ribe, ki so že od nekdaj pri nas, ki niso prinešene iz tujine, ker boste lahko v naravi, v naravnem bazenu videli divjega krapa, videli platnico, podust in še kakšno zanimivo ribo. Njihov osrednji dogodek bo posvet, ki bo v soboto ob 10. Z naslovom Življenje v vodi po katastrofalnih poplavah leta 2023. Na tem posvetu želimo predvsem s strokovnjaki opozoriti na dejstvo, da seveda je nam ribičem jasno, da po tej katastrofalnih poplavah, ki je naredilo ogromno škodo na premoženju ljudi, da je potrebno zavarovati življenja, osebno varnost in pa premoženja vseh prebivalcev, vendar ne na račun opustošene narave, predvsem pa ribjih habitatov. Prisotna bo tudi krovna organizacija z področja turističnega prostovoljstva, Turistična zveza Slovenije, ki pod svojim okriljem združuje 367 turističnih društev ter 24 občinskih, medobčinskih in regijskih turističnih zvez. Na sejmu bodo predstavili 2 razstavi, razstavo akcije Moja dežela lepa in gostoljubna ter razstavo o tematskih poteh. Turistična zveza Slovenije je leto 2024 razglasila za leto tematskih poti, tudi obeležujemo skupaj z Zavodom za gozdove
50 let gozdnih učnih poti v Sloveniji. Nekaj takšnih je nastalo tudi tukaj pri nas med Štajersko in Prekmurjem in zato se bo tudi na sejemskih dneh predstavilo kar nekaj turističnih društev, tako iz štajerskega območja in pa z Prekmurja, kar nas seveda navdaja za tisto pozitivno mislijo, da seveda tukaj se je veliko stvari razvijalo in tukaj so tudi najbolj aktivna turistična društva na tem področju. Že v začetku marca pa je potekalo 4. mednarodno ocenjevanje divjačinskih salam. Ocenjevanja se je udeležilo 35 izdelovalcev, ki so komisiji zaupali 62 vzorcev divjačinskih salam. Od tega je bilo kar 50 nagrajenih, 23 je bilo zlatih, 15 srebrnih, 12 pa bronastih medalj. Iz Pomurja je 2 bronasti prejela mesarija Jurša iz Branoslavec ter po 2 zlati Tone Tratnjak iz Črešnjevec in vinogradništvo Kolarič iz Noričkega Vrha. Dodajmo, da bodo poleg omenjenih krovnih organizacij na sejmu lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi prisotni še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kinološka zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Društvo ljubiteljev ptičarjev, Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic, Društvo gojiteljev gob ter drugi. Na ogled bo tudi tokrat velika razstava starodobnih vozil Auto Moto Klasika.